Upravi za obrambo Maribor letos seznanjamo z vojaško dolžnostjo čez 2000 vojaških obveznikov, torej fantov starih 18 let. Te seznanitve izvajamo na 10 različnih lokacijah. Moški državljani v Republiki Sloveniji popolni 18 let se vam piše v vojaško evidenco. Letos smo vaš letnik 95 širom po Sloveniji pisali v vojaško evidenco. V primeru povečane nevarnosti napada na državo, neposredni vojni nevarnosti ali po razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, bi vas poklicali, prejeli bi poziv na 3-mesečno usposabljanje. Za poklice, katere se vi sedaj izobražujete, so zelo pomembni tudi za Slovensko vojsko. Kaj ti, če se nekdo sedaj izobražuje za strojnega tehnika, v svojem poklicu bo kariero lahko nadaljeval tudi kot poklicni vojak, se pravi, nekdo bo popravljal kamione, osebna vozila, bojno tehniko, nekdo bo popravljal oborožitev, tako da vidite, da imate možnost tudi v svojem poklicu nadaljevati kariero v Slovenski vojski. Če kdo hodi v šolo za medicinskega tehnika, videli ste iz samega filma, Slovenska vojska ima svojo sanitetno službo in seveda svoje znanje potem lahko s pridom izkoristite v Slovenski vojski in seveda Slovenski vojski na nek način tudi nekaj. Danes smo tukaj na seznanitvi z vojaškimi dolžnosti. Razložili so nam celoten postopek, kako postati vojak, pokazali so nam opremo ter pokazujejo nam tudi same vozila in opremo, ki jo uporabljajo pri usposabljanjih in med samimi misijami. Zadovoljni smo tudi z suportom, ki nam ga nudi 74. motorizirani bataljon iz Maribora, ki predstavlja oborožitev in opremo, ter predstavlja tudi delo, ki jih upravljajo naši pripadniki Slovenske vojske na misiji. V Upravi za obrambo Maribor organiziramo zadnjo seznanitev z vojaško dolžnostjo v Beltincih 10. maja letos. V Beltince bomo povabili 100 vojaških obveznikov iz občin Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Beltinec. Kot vsako leto bodo fantje organizirali v sodelovanju z Upravo za obrambo in občino Beltinci tradicionalno rekrutacijo. Letos je to že 9. In sicer bodo tudi letos prišli na seznanitev z vojaško dolžnostjo na okrašenih vozovih in spremstvu deklet. Povabili smo tudi predsednika Republike Slovenije, gospoda Pahorja, in pa ministra za obrambo.